Za nami je praznični teden, ki pa je bil bolj kot praznovanju namenjen potovanju, vrtnarjenju in spomladanskemu pospravljanju. No, praznovali smo tudi 20. obletnico vstopa Slovenije v Evropsko unijo. Naša država pa se še vedno sooča tudi s problemi, ki jih ne bi pričakovali za državo, ki je že 20 let članica Evropske unije. Gledate Odmev tedna, dogajanje bo tokrat za vas komentirala Peter Merše in Luka Svetina. Luka, pozdravljen. Dober dan. Skratka, če začneva kar pri prvem prostem dnevu, ki je letos padel na soboto, v vroči temi si gostil novinarja in zgodovinarja Jožeta Možino, ki predlaga drug datum za praznovanje upora proti okupatorju. Zakaj? Gre pravzaprav za odmeven prispevek, ki ga je že lani pripravil za televizijo Slovenija, moral bi biti objavljen v Dnevniku, pa se je takratna dnevna urednica, še v času, ko je bila odgovorna urednica Jadranka Rebernik, odločila, da nima prostora za ta prispevek, pa ga je objavilo v poročilih ob 17. Ta video posnetek je potem nekako Možina lansiral in porinil do neke res visoke gledanosti na Twitterju. Mislim, da je dosegel 180,000 že ogledov, kjer je v 2 minutah in pol približno dokaj jasno in eksplicitno razloženo, zakaj je datum neprimeren iz zgodovinskega vidika. To pa zato, ker se na ta dan, tako pravi Jože Možina, pač ni zgodilo nič pomembnega za demokratično Slovenijo, da pa je bila en dan prej nekako druženje prijateljev socialistične mladine, da so se pogovarjali o morebitni ustanovitvi protiimperialistične fronte. Sestanek dokaj nepomemben. Ja, niti teh najpomembnejših komunistov tedanjega časa na tem sestanku ni bilo. Možina pač govori o tem, da je datum falsificiran in da bi bil pač primernejši datum 17. maja, ko se je v bistvu na slovenskih tleh zgodil prvi pravi upor proti okupatorju, šlo pa je seveda za tigrovce. Govorila pa so tudi o tem, da pač dan boja proti okupatorju vendarle lahko predstavlja boj proti vsem okupatorjem, ki jih je bilo skozi slovensko zgodovino kar nekaj, pa se nekako vse to zožilo samo na Narodno-osvobodilno fronto, kar je problem, kot Možina pravi, saj si zdaj ena politična opcija ta praznik lasti in si ga na nek način in se z njim tudi promovira. No, celotna vroča tema z Jožetom Možino je že dostopna na našem YouTube kanalu, tako da si jo lahko že ogledate, no, povezava do nje pa bo dostopna tudi v koncu oddaje. Zdaj, 1. maj je bil potem nekaj dni kasneje, spet smo slišali neke te običajne fraze, običajne floskule, češ, da je razlogov za praznovanje tega praznika vse manj, češ, da se pogrezamo v nek sistem kršenja delavskih pravic, kjer imajo delavci vse manj pravic. Se ti zdi, da je to odraža realnost ali enostavno ostal sistem nekje neprilagojen temu modernim oblikam dela in tudi željam, ki jih imajo morda mlajši zaposleni? Težko je reči, a je delati teže kot, pred desetletji. Dejstvo je, da delavski boj nikoli ne bi smel zamreti, saj je skozi delavski boj prišlo do nekih delavskih pravic, kot je recimo 8-urni delovnik, pa pravica do dopusta. Vse to smo vsi skozi takšne boje v zgodovini nekako izborili. Vprašanje je, a se je na takšen način, ko gledaš skupino mladih, ki že malce izgledajo kot pionirčki leta 1960, a je to pravi način, pravi pristop, a je to že malce zastarel način razmišljanja. Delo se je precej spreminjalo, zlasti od koronavirusa. Mislim, da je postalo precej bolj fleksibilno, ljudje lahko delajo od doma, delovniki so precej bolj prilagojeni in predvsem pač lahko dela tisti, ki želi več in s tem tudi več zasluži. In morda je to tisto, kar bi si od mladih pričakoval, vsaj jaz sem bil v takšnem duhu vzgajan, da je pač v 20 in 30 letih, pač, ko imaš največ energije, pač potrebno graditi na svoji karieri, se veliko učiti, morda po noči malce manj spati. Ne vem, zdaj bi me morda kdo celo prijavil, če to govorim, če bi poslušali to mladino, ampak mislim, da pa vendarle večina mladih se tega zaveda. Predvsem bi rekel, da gremo v smeri razvijanja novih oblik dela. Generacija Z se mi zdi tukaj zelo prilagodljiva v smislu, da zelo hitro vidi
kaj jo veseli in kaj ne in kje lahko zasluži nekaj dodatnega denarja. Tako da, kaj ne rečem, skozi 20 let v Evropski uniji, mislim, da ko zdaj gledamo nazaj, smo dosegli velik napredek tudi na področju delavskih pravic in nenazadnje imamo višje plače, živimo v bolj urejeni državi, naša trgovina, izvoz, uvoz, vse se je povečalo. Skratka, ko gledamo nazaj, mislim, da je za nami 20 najbolj uspešnih let, ne, v zgodovini Slovenije, tudi konec koncev na področju delavskih pravic. Ja, ne, ravno to 20 let smo praznovali, prav tako 1. maja leta 2004 smo vstopili v Evropsko unijo. Poglejte si, kako so takrat praznovali. 3, 2, 1, benvenuti in Evropa! Dragi prijatelji, dober večer. Doslej je bila Evropa prihodnost Slovenije. Zdaj je Slovenija prihodnost Evrope. Skratka, 20 let nazaj praznovanje, zdaj letos pa se je vlada odločila, da zaradi bližine 27. aprila in takratne proslave in ne bodo praznovali torej 1. maja, te 20. obletnice, ampak bodo to združili z 9. majem, dnevom Evrope. Nekateri pravijo tudi, da so naši politiki se za to odločili, ker so te dni pač enostavno na dopustu. Kako razumeš ta prenos praznovanja, recimo vstopa, 20. obletnice vstopa v Evropsko unijo? Morda pa je to res razlog, ne. Že mi novinarji imamo ta teden precej težav s pridobivanjem gostov pa sogovornikov. Poklopilo se je tako, da so bile celo trgovine dvakrat po 2 dneva zaprte. Ja, tako da morda je to tudi sovpadlo s tem. Slovenci mislim, da tradicionalno za 1. maja odidemo na prvi krajši dopust v letu. Morda to lahko razumemo z tega vidika, ne. Vsekakor pa mislim, da še praznovanja našega vstopa v Evropsko unijo, morda ga še niti nismo najbolje ponotranili, nekaj osveščanja bo na tem področju verjetno v prihodnje še potrebno, tudi zato, ker pač Slovenke in Slovenci še vedno ne verjamejo, da Slovenija kot država soodloča v procesih pri ustvarjanju politike v Evropski komisiji in Evropskem parlamentu in po drugi strani se to odraža tudi na volitvah, kjer v preteklosti prav veliko zanimanja za to vrstne volitve ni bilo. Ampak mislim pa, da čeprav smo med najbolj skeptičnimi, evroskeptičnimi narodi, vsi priznavamo, da danes živimo bolje, ne, kot smo pred 20 leti. Tako da, če potegnemo črto, je Evropska unija, vstop v Evropsko unijo, ki se je zdaj pa res zgodil že pred 2 desetletjema, pomembno zaznamoval našo zgodovino in razvoj naše države in je nekaj, kar verjetno moramo obeležiti vsako leto, ne, na primeren način. Ja, večina mladih pravzaprav si danes ne predstavlja, kako je bilo živeti prej. Tudi sam nisem kaj dosti potoval pred tem, ne, ko so bile recimo meje še zaprte in je bilo treba za potovanje čez 3-4 države zamenjati 3-4 valute, ne. Mislim, da se zagotovo nekako vsi strinjamo, da je napredek Slovenije opazen, da je Sloveniji zelo koristilo, da je del Evropske unije, pa vendar se zdi, da tega ni izkoristila tako dobro, kot bi lahko. Recimo, se pravi zaostanek za povprečnim razvojem znotraj Evropske unije, recimo se je v Sloveniji izboljšal zgolj za 3 odstotne točke, medtem ko recimo povprečje višegrajskih držav, ki jih celo Madžarska nekoliko dol vleče, ne, je nekje 16, Baltik pa celo skoraj tretjino so dvignili, ne. Zdaj, res, da so začeli niže kot mi, ne, mislim, Češka ali pa Litva sta bili leta 91 bistveno manj razviti kot Slovenija, danes nekako se zdi, da ni več temu tako, kje smo zgrešili, oziroma zakaj ne? Kot si omenil sam, ne, Slovenija je danes približno na 91% razvitosti Evropske unije, 3 odstotne točke smo napredovali v 2 desetletjih, to je res malo na prvi pogled, ampak že takrat smo bili v primerjavi z vsemi temi državami precej bolje razviti. Zdaj Češka nas je dohitela, ne. Ko nas bo prehitela, bo znak za alarm, to se bo verjetno zgodilo vsak hip, ne. In ko govorimo o Estoniji, državi v Baltiku, ki je recimo na področju digitalizacije že svetlobna leta pred Slovenijo, pri startupih in podobno, lahko vidimo, ne, da pač države gredo svojo pot, mi smo nekje obtičali v
v preteklosti zmislijo, da smo lahko neka druga Švica, kar se pač nikoli ni zgodilo. Zdaj analitiki ocenjujejo, da je ta počasen razvoj Slovenije, ki se je ustavil, ki bi moral biti višji, predvsem posledica pomanjkanja identitete, politične identitete v državi in posledica vseh teh novih obrazov, novih strank, ki so pač zdaj že skoraj 15 let prihajale na oblast, pa se tam niso obdržale, so vladale 4 leta ali pa celo manj, 3-krat zapored smo imeli predčasne volitve. Skratka, v teh drugih državah so vladale vendarle etablirane stranke, stranke z neko tradicijo, ki so jih ljudje volili skozi zgodovino, pri nas pa se je ta politika anti-Janša izrodila do te mere, da pač imamo vsakič zaupamo vodenje države povsem novim ljudem, kot se vedno znova izkaže, popolnoma brez izkušenj. In to se seveda potem tudi pozna na področju sprejemanja zakonodaje, učinkovitosti, birokracije, ki samo raste iz leta v leto, kjer se postopki ne poenostavljajo. To je verjetno eden izmed glavnih razlogov, se pravi pomanjkanje politične identitete in konstantno menjavanje ljudi, strank, obrazov na vrhu, ki je botrovalo temu, da so nas druge države ujele in da nas bodo verjetno tudi prehitele. No, razlog je delno tudi v tranziciji, ki je bila pri nas bolj, lahko rečemo, mehka kot v teh drugih vzhodnih članicah, ki so morda zaradi tega v 90-ih jedle nekoliko trši kruh od nas, pa vendarle so zdaj prešle dejansko v nek ta resen kapitalizem. Pri nas pa še zdaj poslušamo recimo evropske poslance, ki recimo skorajšnjega predsednika Socialnih demokratov, da rast plač in produktivnosti ne smeta biti povezani. Imamo sploh kot narod nek namen, da napredujemo, da postajamo bolj konkurenčni, ali smo to nekje izgubili? To zdaj si poslušal enega evropskega poslanca, kakšen drug iz kakšne druge politične skupine bi rekel, da je drugače. Jaz to nekako razumem bolj v kontekstu predvolilnega boja za Evropski parlament. No, ko že omenjaš predvolilni boj za Evropski parlament, vlada ga je začinila še s 3 nezakonodajnimi, pač pa posvetovalnimi referendumi, ki so v Sloveniji nekakšna redkost. Mislim, da smo imeli 3 v vseh 33 letih obstoja. Nenadoma še dodatne 3, poleg tistih, ki so bili še predlagani, pa niso bili sprejeti. Zakaj je nenadoma taka potreba po posvetovalnih referendumih skupaj z volitvami? No, pa o tem smo zdaj pa že res veliko razpravljali. Evidentno je, da pač na evropskih volitvah nekako desnica v Sloveniji tradicionalno dosega boljši rezultat v primerjavi z državnozborskimi volitvami in nemalokrat se zgodi, da nekako prevlada desni pol tudi po številu poslanskih mandatov in seveda 3 leve vladne stranke, katerih podpora je vztrajno padala zadnje pol leta. Si želi drugačnega rezultata, kajti hud poraz, neko razmerje, ki se ga je omenjalo v javnomnenjskih raziskavah, celo 6-3 v korist 2 desnih strank ali pa 3 desnih strank proti 3 levem, ko govorimo o evropskih poslancih, o mandatih, ki jih imamo letos prvič 9, bi bil pač hud poraz. In to morajo Svoboda, SD in Levica pač preprečiti, s tem, da je bila SD tu precej zadržana, a res te posvetovalne referendume izvesti sočasno z volitvami. To je, mislim, da bolj neka samovoljna poteza Svobode, ki pač želi na ta način pripeljati na volitve več ljudi, nekako dokazati, da še vedno ima zaupanje, ki ga ves čas konstantno pri svojih dejanjih, pa tudi nedejanjih omenja Robert Golob, se pravi, da so jim dali mandat za resetiranje države, za čiščenje šistov, da pač vse te reforme terjajo čas in davek, da bo potreboval 8 let, vse to zdaj nekako mora opravičiti z dobrim rezultatom na evropskih volitvah. Vprašanje pa seveda je, a s temi posvetovalnimi referendumi res lahko te ljudi na volitve pripelje. Prvič zato, ker, kot si sam rekel, gre za posvetovalne referendume, ki niso zavezujoči niti za Svobodo, niti za vlado samo. Po drugi strani, ali bi ti volivci, ki bi jih s temi posvetovalnimi referendumi pripeljali na volitve, res volili Svobodo, ali pa bi se morda enakomerno porazdelili med te 3 vladne stranke, morda celo neparlamentarne stranke, konkretno Pirate, Vesno. Tako da zelo težko je ta hip napovedati, kako se bo ta računica Svobodi išla, če se bo. Vemo, da
ta hip po vsem fiasku s to njihovo listo, je prav mogoče, da bi Svoboda dobila enega ali pa dva poslanca. Ne. Zdaj, na neki točki je kazala, da bi morda celo SD lahko prehitel Svobodo. Zdaj kaže, da bo Svoboda vendarle procentualno takoj za SDS, ampak da se bo to poznalo, ne, na število mandatov. Ja. Pa se lahko recimo zanaša na, bom rekel, nekaj ljudi, ki jim je ta tema marihuane tako pomembna, da bi recimo prišli na volitve oziroma na referendum glasovati o eutanaziji, o marihuani in sicer ne bi morda prišli samo za evropske volitve. Je to sploh en tak moment, koliko takšnih ljudi sploh recimo v Sloveniji je po tvojem? Vprašanje je, ne, a se bo tem ljudem res ljubilo zaradi tega iti na volitve, ne, kajti recimo marihuana je v Sloveniji, kljub temu, da je uradno prepovedana, ne, relativno dostopna. In po drugi strani, kot sem že prej omenjal, ne vem, zagovorniki marihuane so lahko tudi volivci Piratov pa Svobode. Ne nazadnje, Levice, Nove Slovenije, SDS. Tudi, no, morda bi te volivce dala v liberalni ali pa levi pol, ne ravno v konzervativnega, ampak ja. Težko je reči... Lahko pridejo tudi proti volivci. Težko je reči, da bi res volili Svobodo. No. Ja, bolj pri tem drugem posvetovalnem referendumu seveda o eutanaziji je tukaj več. Lahko mobilizirajo tudi desni pol, ne, definitivno. Zdaj, ravno pri marihuani nekje se ocenjuje približno 20 do 25 recimo odstotkov dijakov, ne, pravi, da ve, da bi lahko recimo marihuano, če bi jo želeli, dobili nekje v enem dnevu. Ne. To pravzaprav kaže, da je izjemno prisotna, ne, v naši družbi, tudi analiza odplak. Je izjemno prisotna in nedolgo nazaj sem poslušal intervju na Radio Ognjišče, kako nevarna pravzaprav je, ne, in kako se tega mladina danes ne zaveda, ne, pač, da v bistvu se že skoraj vsak drugi ali tretji mladostnik, ne, ki redno konzumira marihuano, potem mora soočati s posledicami duševnih motenj, duševnih težav, ne, celo schizofrenijo, tako težkimi boleznimi, predvsem zato, ker v 70-ih letih, ko se je marihuana prvič znašla tudi na slovenskem trgu, je imela recimo marihuana v sebi samo okrog 2 do 3 odstotke THC-ja, ne, se pravi te psihoaktivne snovi, ki je tako nevarna, danes pa dosegajo te vrednosti tudi že 80 ali pa celo 90 odstotkov. Ne, in pač mladina se pravzaprav ne zaveda, kaj ima v rokah. Ne. Zdaj, opozicija skuša te referendume zamakniti, ne, oziroma vsaj, da ne bi bili izvedeni istočasno kot volitve, zdaj zato imajo morda še nekaj dni časa. Dali so pritožbo na Ustavno sodišče in opozarjajo, da torej, referendum o eutanaziji krši 17. člen Ustave, ki govori o nedotakljivosti človeškega življenja. V primeru marihuane pa da združuje pravzaprav dve ločeni vprašanji, ki bi jih morali na referendumu, torej če bi želeli dobiti realno sliko, zastaviti ločeno. Se ti zdi, da lahko recimo opozicija še premakne ta dva referenduma in da se ne izvedeta istočasno z evropskimi volitvami? Če se malce pošalimo o trenutnem razmerju na Ustavnem sodišču, ki je evidentno 6-3, ne, mislim, da ne. Mislim, da so tudi ustavni pravniki o tem že kar nekaj javno spregovorili in mnenje prevladuje, da pač Ustavno sodišče enostavno ne more odločati o vsebini nekega posvetovalnega referenduma. Zdaj, bolj bi bilo smiselno iti v smer razmišljanja, a je ta čas primeren, ne, a bodo volivci s tem samo zavedeni, ne, ali bi morali imeti evropske volitve pač svoj datum in posvetovalni referendum in svoj datum, neko širšo razpravo v javnosti, kajti vemo, da je to nekaj, kar so leve stranke zelo zagovarjale v preteklosti, neko širšo javno razpravo, ne, zdaj pa so zelo na hitro v bistvu sprejeli odločitev, da pošljajo ljudi na referendum odločati o nečem, o čem pravzaprav nima dovolj informacij. No, ko menjaš Ustavno sodišče... Recimo, ne, en posvetovalni referendum pa ne bi bil jeseni. Ne, tako o jedrski elektrarni. Tam pa se očitno predsednik vlade zaveda, da ljudje morajo o tem vedeti več. Ne. Mislim, da bi enako veljalo za 3 referendume, ki se jih zdaj predlaga in da je tukaj ta lahko rečem, da je tukaj ta politična dvoličnost, ne, vladajočih res prišla do izraza. Zdaj, če pogledamo, morda Ustavno sodišče nekoliko kasneje še, ampak kuge, o katerih smo se učili v šoli, se lahko
znova pojavijo, opozarjajo zdravniki. Ne? Ena stvar, ki jo je treba narediti, kanalizacijo je treba speljati čez pitno vodo in bomo spet tam, kjer smo bili nekje v 15. 16. stoletju, ko je pa po Evropi pustošila recimo kuga in druge hude bolezni, kot je kolera. Ne? To so zelo resne besede, ne? Opozarjajo, to se lahko zgodi z dokončanjem kanala C0, ne? Do onesnaženj v 2 manjših vodnjakih v Ljubljanskem vodovodu je že prišlo tudi nedavno. Ne? Kako da ne slišimo teh opozoril? Ja, besede, ki jih zdaj citiraš, jih je izrekel dr. Miran Brvar, ki je v bistvu predstojnik Centra za klinično toksilogijo na Univerzitetnem kliničnem centru Ljubljana. Besede so bile izrečene na odmevni tiskovni konferenci pretekli teden na medicini dela in športa. Organizirala je konferenco predstojnica profesor dr. Metoda Dodič-Fikfak. Gre za ugledne strokovnjake naše največje medicinske ustanove, ljudi, ki so se ukvarjali z zastrupitvami po eksploziji v Kemisu, po številnih drugih zastrupitvah, ljudje, ki pač nekaj vedo. Že lani seveda je več kot 130 zdravnikov, tudi iz UKC-ja, javno pismo poslalo, ga naslovilo na odločevalce, pač, da naj vklopijo razum, da pač je C0 kanal enostavno tako sporen projekt, da v tistem delu, kjer poteka čez vodonosnik Kleče, kjer se zbira voda, ki priteče izpod Kamniško-Savinjskih Alp, ki se zbira tukaj, je za 300.000 ljudi in širšo okolico, da je to v bistvu največji zbiralnik pitne vode v državi. In pač gradbeniki, ki so bili tudi prisotni na tem sestanku oziroma na tej tiskovni konferenci, so opozorili ravno to. Mi lahko še vedno zgradimo ta kanal, samo del cevi, ki gre čez zbiralnik pitne vode, čez vodovarstveno območje, je treba prestaviti drugam. Torej, po Celovški cesti je ena rešitev, odplak iz Vodic in Medvod sploh ne bi bilo potrebno voziti več kilometrov daleč čez vodovarstveno območje proti novi čistilni napravi v Zalogu. Rešitve konkretno so ponudili. Župan Zoran Janković ves čas razlaga, da rešitev po Celovški cesti ni možna in da on rešuje greznice. Pa smo zdaj slišali od teh strokovnjakov, da tam na tem območju, kjer je vodonosnik Kleče, greznic praktično ni, da nekatere od teh hiš, ki pa so pa že same po sebi male čistilne naprave. In da so za to okolju ne tako zelo škodljive. In kot si sam omenil, strokovnjaki so dejali, da pač je onesnaženje okolja neizbežno v tem primeru. Če kadarkoli fekalije stečejo po tem kanalu, gradbeniki, inženirji so pokazali, da so cevi bile poškodovane že v času lanskoletnih poplav, ko je podtalnica narasla, da tesnila puščajo, da je voda prišla od zunaj v cev in potem odtekla, skratka, in pač strokovnjaki iz UKC so se strinjali na tak način, bo tveganje za onesnaženje pitne vode s časom samo še večje in da pač to ni nekaj, s čimer bi ljudi strašili, ker se je že 2-krat v zadnjih 2 letih zgodilo, da je do onesnaženja pitne vode prišlo. Mislim, da na območju vodarne Hrastje, benzotriazoli so prišli v vodo, še danes po letu in pol ne vedo kako in tudi niso še odpravljene posledice te zastrupitve. Zaprli so nekaj vodnjakov, zastrupitev oziroma koncentracija teh snovi, ki so rakotvorne, toksične, pa so bile do 300-krat povečane. In lahko si samo predstavljamo, kaj bi se zgodilo, če bi potem, ko smo v 18. stoletju ugotovili, da se pač človeških iztrebkov in pitne vode, točno s temi besedami se je dr. Miran Brvar izrazil. Če se nismo naučili, če smo se to že v 18. stoletju naučili, da se tega ne meša, da je to potrebno ločiti, zdaj spet peljemo 2 cevi, eno zraven druge na takšen način. Mislim, da bi to moralo strezniti slovensko javnost. Jaz spremljam ta kanal, gradnjo tega kanala 5 let, toliko medijskega zanimanja in poročanja, kot je bilo tokrat, še nisem videl, tako da iz tega stališča vidim neko upanje, vseeno pa so mediji to naslednji dan pozabili. In pač v času neke druge vlade bi se seveda
sprožili zdaj vsi alarmi, neki inštitut bi ljudi pognal, ne, na ceste protestirati. Ne. Vemo, da so šli ljudje na cesto pred 3 leti, ne, tudi na referendum za čisto pitno vodo, ne, 650,000 jih je prišlo proti tistemu Vizjakovemu zakonu, ki je bil po mojem res slabo napisan, ne, in so upravičeno pokazali, da si želijo zaščite pitne vode, ampak s tem, kar zdaj počne Mestna občina Ljubljana, je ta pitna voda neprimerljivo bolj ogrožena, kot je bila s tistim zakonom. Ogrožena je zdaj ta hip, ne, in tukaj se tudi vidi, ne, kako neaktivna je zdaj leva civilna družba, ker si preprosto ne želi konfrontacije s tistimi, ki jih plačujejo. Ne. Drugače pač ne moram reči. Bi pa pri C0 kanalu samo še nekaj rekel, ne, kje vidim dva problema, zakaj se v vseh teh letih nič ni zgodilo. Prvič zato, ker je prva stranka, ki je začela na spornost gradnje kanala C0 opozarjati, bila stranka SDS, ne, in ko je to postal politični projekt SDS-a, ko se je Anže Logar zavzemal za to, seveda so bili mediji skeptični, niso želeli delati pretirane reklame vsemu skupaj. In šele potem, ko se je oglasila predsednica republike Nataša Pirc Musar, ko so se oglasili zdravniki, so se tudi ti mainstream mediji začeli zavedati, da ne gre za politiziranje. Ne. Drugi problem pa je ta, da so v preteklosti določeni politiki se proti gradnji tega kanala zelo zavzemali, Anže Logar, ki danes ne reče več nič, ne, ali pa ta zadeva v preteklosti politiko sploh ni zanimala, pa so čez noč postali dobesedno doktori, ki se zdaj borijo za čisto pitno vodo, recimo mestni opozicijski svetnik Aleš Primc. Ne. Ta dvoličnost, da so politiki tudi ta kanal, ki je absolutno sporen, izkoriščali za svojo politično promocijo, in ko jim to ni več ustrezalo, se s tem več niso ukvarjali. To pa je še en del problema, zakaj ima še danes kdo prepričanje, da gre za pretiravanje, za strašenje ljudi, za politično obračunavanje, ampak ne. Ko mi pridemo do zdravnikov, ki zelo jasno povedo, ko gradbinci zelo jasno pokažejo, kaj pušča, kako bo puščalo in kako bo voda zastrupljena, mislim, da pa res o politizaciji pač več ne moremo govoriti. Ne. No, ko smo že pri zdravnikih in UKC-ju, ta teden prihaja tudi do informacije o hudih težavah pri obnovi te naše največje bolnišnice. Ne? Ministrstvo za zdravje je sprva naročilo prenovo brez protipotresne sanacije, zdaj so si premislili in bodo 3 mesece rušili to, kar so prej gradili, seveda to bo stalo. Ja, dokumente, ki so prišli v javnost, kažejo na to, da pač je Slovenska inženirska zbornica in tudi gradbinec, da sta že lani jeseni opozarjala, da je Slovenija pač potresno ogrožena država, zelo ogrožena država, in da pač protipotresno varnost, univerzitetni klinični center v Ljubljani, ne, kjer so bolniki kamor bo treba odpeljati bolnike, če se zgodi potres, recimo v Ljubljani. Tako, mislim, to je institucija, ki bi morala biti najbolj varovana v državi. Ne. Tam so najbolj ranljivi ljudje. In bizarno je, da kljub tem opozorilom se ne Ministrstvo za zdravje, ne Urad za nadzor in investicije za kakovost nista odločila graditi, ne, se pravi obnavljati UKC s protipotresno varnostjo. Še več, ne, zavrnili so to možnost in pač naročili gradbincu, naj enostavno nadaljuje po začrtanem. Ne. In kdo je zdaj tu kriv, da je do tega prišlo? Anonimka, ki je prišla v javnost, nekdo je očitno odgovorne prijavil, ne, tudi na policijo, na kriminalistom, ne, in so se potem odločili to zadnji hip zdaj ustaviti in zahtevati rušenje že zgrajenega in vendarle novo gradnjo, ki bo ustrezala vsem tem protipotresnim standardom. V prvi fazi je tukaj seveda odgovorna ministrica za zdravje, evidentno izgubljena v vesolju, ne, Valentina Prevolnik Rupel, in po drugi strani tudi direktor omenjenega urada za nadzor kakovosti investicij v zdravstvu, to je Tomaž Pliberšek. Ne. Zanimivo, ravno o njem je tukaj v vroči temi pri meni pred nekaj tedni govoril razrešeni direktor, generalni direktor Urija Soča, v smislu, gospod Čadež, v smislu, da
so mu očitali, da je prvič v življenju oziroma v zgodovini zavoda posloval z izgubo, da pač enostavno ni imel pod kontrolo financ, da je ravnal negospodarno. Ne. To je bil sklep sveta zavoda, ki mu predseduje ta isti človek, Tomaž Pliberšek, ne. Zdaj pa se je izkazalo, da ta Pliberšek, ki je jeseni sprejel drugačno odločitev kot zdaj, bo davkoplačevalce stal vsaj 1 milijon evrov, kajti toliko po prvih ocenah naj bi stalo, da gradbinec poruši, kar je že zgradil. To bo trajalo 3 mesece in potem jeseni začne graditi na novo. Vemo pa, da ti stroški še lahko narastejo tam na 2 do 3 milijone evrov. Potem je tu še državni sekretar za investicije Marjan Pintar. Skratka, kaj so ti ljudje počeli in kako je do tega prišlo. Verjetno v času neke druge vlade bi slišali zelo glasne zahteve k odstopu vseh teh. Ne. Še ena stvar, na kratko. Ne. V enem od prejšnjih odmevov tedna smo že obravnavali primer ustavnega sodnika Klemna Jakliča, ki mu očitajo, češ, da je sicer dovoljeno, ustavnim sodnikom dovoljeno dejavnost poučevanja in raziskovanja, ne, počel preko svojega SP-ja. Zdaj pa se je oglasil tudi eden izmed tvojih gostov, Uroš Ernec, ki opozarja, da sta pravzaprav v bistveno hujšem konfliktu interesov pa 2 druga ustavna sodnika, celo, lahko bi rekli, največja kritika Klemna Jakliča, govorimo o Špelci Mežnar in Roku Čeferinu, ki se nista izločila iz odločanja o njegovem primeru, čeprav sta neposredno povezana z odvetniško pisarno Čeferin, ki je tudi odvetnik Zorana Jankovića. Ja, ko govorimo o Klemnu Jakliču, je zdaj eno tisto, kar je zapisano v zakonu, in drugo, kako si te zakone interpretirajo potem po dnevno-političnih potrebah politiki, sodniki, ustavni pravniki. Ne. Dejstvo je, da pač v zakonu o ustavnem sodišču nikjer ne piše, v kakšni obliki lahko nek ustavni sodnik opravlja to vrstno pedagoško dejavnost, in to je Klemen Jaklič tudi kot gost televizije Planet TV zelo jasno citiral in povedal. Ne. Zdaj ustavni pravniki, nekateri so hitro stopili na njegovo stran, drugi so rekli, ja, saj res nič ni zapisano v zakonu, ampak SP vseeno ni najboljša izbira, češ, da spodbuja izogibanje davkom, takšen način, takšna pravna oblika zaposlitve, ne, da po drugi strani bi moral Jaklič to tudi prijaviti predsedniku ustavnega sodišča. Bilo je zelo jasno, da je del politike to pograbil, ne, pač evidentno se je predsednica državnega zbora Urška Klakočar Zupančič tukaj zaletela, s tem pa so seveda sprožili odziv, ne, desni mediji pa so šli, lahko rečemo, v reševanje vojaka Klemna na drugi strani, čeprav je tukaj še enkrat treba poudariti, zakon je na njegovi strani, ne, zato ker pač dejansko po črki zakona res nikjer ni zapisano, kako naj bi to dejavnost lahko opravljal, in celo Ernest Petrič, s katerim sem govoril, je rekel, ne, tudi jaz sem se najprej pozanimal, ali bom lahko še opravljal svojo pedagoško delo, ne. Ko so me vabili za ustavnega sodnika, bil je pozneje tudi predsednik ustavnega sodišča. Skratka, tudi on je potrdil, da pač ni nobenega zadržka, da to opravljaš kot DO ali kot SP, ne, kakorkoli, kajti tudi SP je bil registriran na ta način, zgolj za to dejavnost. Ne. Ampak dejstvo je, da so potem tudi desni šli v protinapad, ne, in iskati napake drugih ustavnih sodnikov. Ne. Očitno lahko skoraj pri vsakem sodniku najdemo eno stvar, na katero se lahko obesimo. Ja, Uroš Ernec, ki ga omenjaš, gost je bil tukaj zaradi svoje poldrugo desetletje trajajoče bitke z Zoranom Jankovićem za 2 zemljišči, enega pri Stožicah, kjer so ga delno razlastili zaradi kolesarske steze. Zdaj želi Janković z njegovo zemljo zgraditi še zadnjih 100 metrov kanala C0, pa se Jernejc upira, kar je Jernejc potem poslal meni, ne, dokumente. Je bila zanimiva odločitev ustavnega sodišča iz decembra leta 2022. Ne. Namreč Jernejca so razlastili pri Stožicah že leta 2008, nikoli pa mu izplačali odškodnine. Ne. Zato meni, da so mu bile kršene človekove pravice, pritoževal se je, izčrpal vsa pravna sredstva v državi, tudi vrhovnega, zdaj je prišel s tem na ustavno sodišče, in o njegovi pritožbi v 3-članskem senatu sta odločala Špelca Mežnar, ne, in Rok Čeferin skupaj z doktorjem Matejem Ačetom, ne, in 2 od teh, ki sta odločala v 3-članskem senatu, sta tako ali drugače povezana s odvetniško pisarno Čeferin, ki pa vrsto let posluje
s ljubljansko občino in seveda tudi osebno s ljubljanskim županom Zoranom Jankovićem. Ne. Seveda je Jernejc naslovil na javnost vprašanje. Ne. Špelca Mežnar govori o moralno spornih potezah Klemna Jakliča, sama pa odloča v moji zadevi, čeprav je na drugi strani mestna občina Ljubljana, za katero je na nek način sama tudi delala, ko je bila še, mislim, da 7-8 let zaposlena v odvetniški pisarni Čeferin. To je bilo med letama 2008 in 2015. Rok Čeferin pa je še danes drugi največji solastnik te odvetniške pisarne. Ne. Zdaj, v zakonu o ustavnem sodišču nič o tem ne piše, so pa mediji zdaj privlekli ven še eno zanimivost, in sicer tudi zakon o odvetništvu očitno eksplicitno pravi, da so lahko lastniki odvetniških družb samo ljudje, ki se s to dejavnostjo ukvarjajo. Vemo, da se Rok Čeferin ta hip ne. Tako da tudi to je še ena fronta, ki jo bodo zdaj očitno desnici naklonjeni mediji odprli. Enostavno so ustavni sodniki ta hip na udaru, ampak razmerje je 6-3. Ustavno sodišče je zelo jasno povedalo, mi o posameznih primerih na tak način ne moremo odločati, nima pristojnosti za razreševanje sodnikov, sodniki so pač imenovani v državni zbor. Ja, ampak tudi državni zbor jih zdaj kar razrešiti ne more, razen če bi seveda bili kazensko na koncu, če bi jim bila dokazana kakršnakoli kazenska krivda, ne, potem bi to lahko bilo drugače. Mislim pa, da bo ostalo pri medijskem natolcevanju in blatenju sodnikov enih in drugih. Zanimivo, ne? Kaj se po 20 letih članstva v Evropski uniji še vedno v Sloveniji dogaja. Luka, hvala za današnje komentarje odmevu tedna. Mi, spoštovani gledalci, pa si poglejmo, kaj je še odmevalo v tednu, ki se izteka. Skupini 5 atletin, ki so protestirale proti tekmovanju dečka, ki se identificira kot dekle v ženski kategoriji, so prepovedali nastope na tekmovanjih. Odločitev otroke uči, da naj se ne zoperstavijo nepravičnosti in krši svobodo govora, je prepričan državni tožilec Zahodne Virginije Patrick Morrissey. Primerov nastopov moških na ženskih tekmovanjih je sicer vse več. V skladu z nedavno sprejetim paktom o migracijah bo morala Slovenija sprejeti 126 migrantov. Če tega ne bo želela, bo morala v mehanizem v zameno prispevati 2,8 milijona evrov. Odločitve, kaj nameravamo narediti, vlada še ni sprejela. Stavba na Litijski, ki jo je za namene selitve sodišč kupilo pravosodno ministrstvo, ni primerna niti za sodišča, niti za pravosodne arhive. Za obnovo bi ministrstvo po ocenah cenilcev potrebovalo vsaj 5 milijonov evrov, ki pa jih nima, so še dodali. Ministrstvo v zvezi s projektom napoveduje kazenske ovadbe. Tako, spoštovani gledalci, hvala, ker ste bili z nami. Svežim pregledom tedenskega dogajanja se odmev tedna vrača znova prihodnji teden. Do takrat pa spremljajte portal Domovina in berite tednik Domovina. Vabim, da se nam tudi naročite, prav tako tudi na naš YouTube kanal. No, tukaj nekje je zdaj že dostopna tudi vroča tema, o kateri smo govorili v začetku. Pa lep pozdrav in nasvidenje do prihodnjič.